štartali bomo, tako da jej. Zdaj pa vidimo. To moramo zdaj dejansko počakati. A vidiš, zdaj moram bližje. Ja, sej mislim. A veš, ja, bližje bolje, ne? Ker ne vem, ko gremo čez. Zdaj se dejansko vidi, da jaz ne rabim toliko blizu biti. Ja, zdaj vam lahko povem, ljubim vaju, pa bomo lahko gravirali pola, veš, a vidiš to, ki ti kaže, ne, zvočenje, veš, kaj poveš, ne, in potem ti zven odrežeš in daš ugravirati in si daš na prstanček ali pa nekam. Res lepo darilo. A si nama hotel kaj povedati? Mislim, gledam, to je bil Valentinovo. Se mama pizda. No, ma vem, ampak še kaj, mislim, kaj drugega, poleg tega. Nama si že rekel, ampak mogoče si javeš, ne? Ne vem. Boj se, MP porabil sam za nastavitve. Sej to, pizda. Sej to, ali jaz imam tudi isti problem. Kaj imaš, ne? Se mogoče to ni tak problem. No, ja. Ok, potem sem pretty much, ajde. Dobar. Tam, do mene črtice. Je peli, kakšne so pa pol to finance za naprej tole? Mislim, rabimo še 300 podpornikov ali kaj ćemo narediti? Ali kredit vzeti, ali... Ne, se bomo itak slišali, ali bomo slišali, kako to sploh dejansko dela, ne? Ali to sploh je za kaj ali za kamer, ne? Ja, ampak to ti pride pol upoštev, če smo pa v živo, ti pride to upoštev ali ne? Čeprav, v živo. Kako misliš v živo? Ja, a v živo bomo, a veš... Ne, se vem, da že pozabil, kako to zgleda. Samo veš, včasih so se ljudje tudi dobili tako skupaj, pa so kakšno rekli. Ja, pa misliš, da je to beyond zdaj od tega. Čak, kako to misliš? A to misliš una stvar, ki se je reče na S, sam ne vem, kako se točno reče. To smo imeli, neki smo imeli. Ja. Studio, to. Ja, sam res, kako bo šel pa tisti? Ki je bila una zibancija zanj, če veš... Veš, sine, včasih smo se dobivali v gostilne, pa oči, kaj so to gostilne? To je ta fora, ja. Ja, no, tako bom rekel, no, če hočemo imeti Zencastr, se moramo odločiti, da bomo imeli piknik na koncu, mislim, 25. maja. Bomo imeli Zencastr. Piknik. It's settled. Ok, jaz tudi dvignem rokce za piknik. Zencastr imamo samo za 42 dni, tako da to je to. Ne pa, čak. No, ne, se mobilno. Dobro, ajde, pičmo. Sem jaz. Ti si. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem, o katerem po nekem čudnem naključju govorimo tudi o... enem poglavju iz knjižne trilogije v 5 delih. Štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo... Aljo. Peli. In Zi. Podpora. Vsak evro šteje. Hvala za vse ribe.si. Hvala vsem, tudi bodočim. Pelicon.bir. Koda brez panike, 10% pivski popust. Najdu sem ime za Per, ker bomo se mogli, mislim, najprej treba Pelicone poklicati, pa se zmeniti z ime, ampak ime že imam. Pangalaktični pivores. Ne, se ni treba nič poklicati, oni itak poslušajo in to vejo. Tako da se zapisalo po Peliconi, ne? Ja. Ne? Ja. Zapiš to. Kakšen Per pa bo, to bomo pa pol videli. Pivo res. Pa še majčko imamo, veš? Ja. Lej, mislim, evo, ko je to. Poslušalke in poslušalce, Peliconovo I love beer majčko. Ja. Res jo ima, lahko potrdimo. Samo vprašanje je, zakaj jo midva nima. Kapeli igra na njihovih eventih. Veš, to je tako, ne? Yep. Skratka, jaz smo družabni kapeli. Čak. Ne rečem, da ga ti več spiješ, sigurno ga vam pa rajš. Čak. Koga je bolj nagrizel z občaše, tebe ali mene? Nisem to rekel. Tukaj lahko diskutiramo, ne? Ja, sej. Mogoče imam jaz bolj to kvantitetno radost ali pa
Kvaliteta na kvantiteta, ali kako že temu gre. Ja, no. Lahko prosim ti zapelješ to Ja, nekaj ne, drugega. sorry. Družabni smo, na obrežjih pa smo posod, opravičujemo se. Sorry, afna, opravičujemo se, vse to je logično, upam vsem. Če vsebine delite po omrežjih ali v živo, bo za njih zvedelo več ljudi. Hvala, ker ste z nami tudi v restavraciji ob koncu vesolja. Oh, yeah. Zdaj pa začnemo z epizodo. Jaz moram zdaj končno povedati vse naše podpornike, ki sem jih že par epizod pozabil, ampak se jih je nabral že toliko, da sem rabil nekaj časa, da sem vse to zbral. Hvala vsem podpornikom in podpornici, kot sledi: Blaž, ki je vedno prvi in bo vedno prvi, ker je bil pač prvi; Luka, Matej G, Tomaž, Matej A, Junak R, Jure, Tine, Aleš K, Primož, Aleš F in zadnja, ampak prva punca, Artemida. Hvala vsem. Ja, hvala vsem. Tako, ful hvala. Ja, res velik pomen. Ja. Zelo dobro se slišimo, kot slišite, ker so mikrofoni iz podpore. Kot smo rekli, bomo imeli raj piknik, Zencastr. Yes. Tako, ja, you win some, you lose some. Ja, tako je življenje. Treba izbirati. Prioritete so važne. Aha, tako je. Ja, no, zdaj pa smo, v prejšnji epizodi smo obdelali tiste res dolge 4 hokejske minute in o njih govorili. A ste opazili? 42 minut pa 42 sekund. Lepa, nisem bil pozoren, ampak lepa. Tako da ja, zelo dolga epizoda za zelo kratke 4 minute, kjer smo v bistvu ugotovili, da ima Zap kot familijo, pa da je pradedek že mrtev. Kdo bi si mislil? Pa da ima malo vsega dost. Pač dedek, mislim, ne. Pradedek, ja. Pradedek, pardon. Ja. A je pol že tle se vse raztreščalo, kaj? Na koncu. Ne, nismo še, ni se raztreščal. Sam konča se na pečino obešalnik. Ne vemo, kaj se zgodi, oni ustrelijo. Aha, ne, seveda, ladje Zlato srce je sam preskočilo, neznano. Tako, ampak se ne vemo mi, da se je preskočila. Ne, zdaj bomo zvedeli, kaj se je zgodilo, oziroma ne bomo zvedeli. Tako je, zdaj pač smo v naslednjem poglavju. To knjigo moraš imeti rad, ker je pečina v obešalniku v enem poglavju in v naslednjem poglavju ne zveš nič. Ne, ja. Tako da dajmo zdaj opozorilo za kvarnik, čeprav ga ne rabimo, pa gremo v 4. poglavje druge knjige. Ja. Gek je bil zadovoljen, ne. Gek je mislil, da zdaj smo pa zrihtali končno, ne, denarci bojo spet začeli padati. Gek je halupal od veselja. Veš, nasmešek je imel. Ja, lej, zrihtali smo, ne. Tole smo imeli za zrihtati, pa smo zrihtali. Yep. Lej, hvala Bogu, lej. To je to. Konc, Fajrunt, lej. Bili so dragi, malo sem se mogel z njimi zadrženimi vogoni ment, ampak lej, sem pa popedenil. Zadovoljen je bil sam s sabo. Je bil pa vesel, ker je Zlato srce izginilo v oblaku dima. To je to, ne. Ja. Ja. V bistvu ni, se Zlato srce samo po sebi ga ni nič motil. Ne, pač ljudje na njem, se to je logično. Motila sta ga v bistvu une dva zemljana gor na ladji, ki sta imela nek v DNK-ju zapisan odgovor. Odgovor, in zdaj se ga je končno losil. V bistvu on je razmišljal tako, da se je pač končno losil zadnje možnosti, da bi nekdo prišel do tistega. Ne odgovora, vprašanja. Do vprašanja. Ja, veš, on je zadnji printout, ki je ven padel iz tiskalnika, kar sta bila, Trillian pa Artur, Artur, ja. A veš, pač listi papirja, zdaj strgati, hard copy, ali kako človek temu rekel, Tako. A veš, in on je rekel, končno, evo, jih je dal v šreder, tako rekoč. Saj on je tako mislil. Nikoli ne bomo zvedeli vprašanja na dokončni odgovor o problemih življenja, vesolja in sploh vsega. To, da se bo kdo dokopal do pravega smisla življenja, to bo tudi zdaj šlo v ta zijev
Zijo šreder. Kaj je slovenska beseda za šreder? Ampak zdaj bi mogli dati en kvarnik, veš? Aha, ok, lahko damo en kvarnik, ja, ok. In rečemo, ampak vesolje je imelo drugačne načrte. Shit. Mi ne rabimo niti zvočnih efektov več. Ne. A veš, recimo, kako je to on poimenoval, ne? Ne vem, to Douglas oziroma Gak, ne? A veš, da je to dokončna zmaga za psihiatrično stroko, a veš? Ne? Bi človek računal, ne, da je dokončna zmaga za psihiatrično stroko je, da ponudi ta vprašanje. Mislim, vprašanje. Ja, seveda, vprašanje mora ponuditi. Ne? Ampak za njih je zmaga to, da ni rešitve. Recimo, da bi on k temu, kot rečejo, slabo jabolko, ne? Se mogoče je čist. Ne, to je verjetno pri psihiatrih tako isto, kot pri odvetnikih, a veš, v Dunga, ki je bil on vic. Ne, a veš, ki pride sin, ki naredi pravi faks, pa pride domov, pa reče, ti fotor ta primer, ki ga ti 20 let rešval, ne, le jaz danes sem ga rešil, ne. Mislim, kvat ni jasen blok, le. Prav, pizda ti materna, mi smo bajto zgradili na tem primeru, ti se zdušolal, ne, in zdaj si ti nam tole zajebal vse skupaj. Zdaj si ti pameten. Ne, a veš, to, ko ubijaš zlato kuro, nese zlata jajca, ne. Ja, sej. To je to, ne. Zelo pragmatično razmišljanje od Gaga, ne. Ja, Halford je vedel, ne, kaj treba, ne, za njegove, mislim, za svoj žepak. Ja, za svojo Ne, blajto. tisto, smo zadnji govorili, ne, tudi o unih dveh, kaj sta bila mi. Magic Thighs pa Vrundel, ja. Vrundel. Ja, ne, veš, one dva sta vedela, ne, okej, ne, zdaj je to, a ja, toliko cajta bo trajalo, pa super, mi imamo to rešen, ne. Ja, ona dva sta bila zadovoljna, ne. Lej, ni hotel jeti, veš, ne, po stopinjah, veš, Jesiharjev, pa ne vem, kaj so še, ne vem, Kovačev, pa, a veš, ne, bi ratal poklic, ki je bil zelo pomemben in ga kar naenkrat ni bilo več, ne, ker niso rabili več teh stvari, ne. To je res. A veš, ne, in to je to, ne, lej, a veš, pa treba prešolati, pa kva bom zdaj delal, pa, a veš, ne. Ja, a veš, ful bi bil slabovolen, pa burger je pekel pa ne bi bil slabovolen, če bi, Peli, če bi odkrili vprašanje na ta veliki odgovor, ma tudi on ne bi bil slabovolen. Ja, se mogo bi vedeti, pa rekel, to je to. A veš, res, on bi lahko stvar zapeljal tako, kot une dve miši, ne, mislim, paradimenzionalca, ne, se pravi, ja, miši, ne, pa bi bil na vseh talk showih, pa, a veš, bi imel šanso, ne. Seveda, pa je itak. Mislim, veš, itak ljudje še zmeraj. Knjigo bi lahko napisal iz tega. Mogoče bi lahko napisal trilogijo 5 delih. Mogoče. Recimo, ne. Postal instantno slaven in zbežal v Tibet, kjer ga ne bi najdel noben še jetine, mislim. Ja, v glavnem, ne, tako da ja, imel je druge šanse, kad da pobije nedolžne ljudi po galaksiji. No, mislim, da je malo zelo tako osko je razmišljal, nekaj koncev ljudi bi še zmeraj rabili, da se od nečem, a veš, ne, še zmeraj ti, ok, veš, kaj je, ne, odgovor v življenju, v vesolju, nasploh vsem, ampak, a veš, tebe pa še zmeraj jebe, kad te punca pusti, ali pa ne vem, mislim, milijavžen problemov imaš. A veš, če bi vedel smisel življenja, ne, če bi vedel, čakaj, kako, ne vem, kako. Ja, smisel življenja. Smisel življenja, ampak, a veš, a ti misliš, da pa ne bi imel problemov, teh življenjskih problemov, ki se ti dogodijo, pač, se pravim, življenje, ki se zgodi in ker rabaš pogovor s terapeutom. Tudi, če veš, ne. Če bilo tako, pa bi lahko tudi gostilne zaprli, pa vse, a veš. Ker ne bi rabili nič več. Mislim, lahko bi rekel, alkohola ne rabimo, gostilne ne rabimo, hrane ne rabimo, a veš, comfort food. Hrano rabimo, ne? Ja, sam ne comfort food pa to, a veš. Ja, to je res. Ja. Ne bi restauracij za. Mislim, sem že to razlagal v uni sreči trademark oziroma registered. Una knjiga, ne, ki se pač ukvarja s tem, ne, da bi nekdo dal ta priročnik za samo pomoč, ki bi dejansko deloval in bi bili naenkrat vsi srečni. Ne? Vsi bi imeli rešene finančne težave, vsi bi imeli rešene, pač vse bi bilo kul, ne? Koliko enih panog ti odpade, ne? Gospodarskih, recimo. Ne? Pač
srečen človek je slab potrošnik, ne, se pravi, ne rabiš nekih cot, ki bi impresioniral prijatelje z nečem, ne rabiš ličil, da bi pač izgledal boljši, ker si pač zadovoljen s svojim videzom, ne. Orang industrija. Ne rabiš cigaret, ne rabiš alkohola, ne rabiš ničesar od tega, ne rabiš računalniških igric, ne rabiš nič, ne rabiš, no, res, dejansko res nič ne rabiš, ne. Jaz mislim, če bi izvedel, a bi res tega ne rabiš. Mislim, če za vse, ja, ampak najbrž res ne rabiš. Ne. Ali to je tako, kot tisti mem, ki ni mem v bistvu, ampak so budine besede ali čigave, ne, vse, kar imaš, je že v tebi. Ne. Ja. Veš, v bistvu že vemo. Ne vem, od kjerih je bila ta zgodba, ki so pač rekli, a ne, kam bi, ne vem, mislim, da je bilo v smislu življenja, ki so se bogovi pogovarjali, kam bi skril smisel življenja, ne, a veš, in ne vem, na dno morja, na vrh gore, ne, pa to jo najdel. Pa se pa en spomni, dajmo mi to v njih, v ljudi same skriti. Wow. Ker pol tam pa ne bojo. Ne. Wow. Ja. Tam pa ne bojo. In ne. Okay. In ne. Zato, če bi ga najdel, bi ne, Gak pa ostali ne bi imeli službe, ampak imajo. Yeah. Zdaj, kaj si hotel še nekaj reči? Ne, se pravi, lih to, če že veš, ne, pač ultimativen odgovor oziroma vprašanje, ne, a še vsem pol pustiš primeru vse te, ne, a veš, alkohol, pa da pustimo, da se zmeri na ta alkohol vrnemo, ampak... Kaj je na A, zato začneš najprej, hrana je na H, veš, zato greš kasneje. Ja. Mislim, a veš, uživanje v hrani, ne, a veš, nisem za potrebe, da preživiš, ampak da greš neki, pa si, ne vem, naročiš ali pa spečeš zrezek ali karkoli ti, ali bučko ali karkoli ti pač pila. Ne, veš, recimo, ne vem, meni je v bistvu ta zenovski koncept mi je v bistvu še te najbolj bliz, ne, ko v bistvu sam na te stvari nisem navezan, ne. Ne, še vseeno si te stvari lahko prvoščaš, ne, pa ti prinesejo neko veselje, ne. Sam nisem nadrkan, če pač tega ni, ne. Razen pri alkoholu. Kaj? Razen pri alkoholu. Pač si to delaš. No. Ne mi piral vzeti, ko vas bom vse pobol. Mislim, da nisi dojel v bistvu. No. Razen ti bom bolj, ker ne bomo več snemali razložil. Sam, ne. So stvari, ki pa se ne odstopa. Obstaja procent ljudi, ki pač ne. Mislim, da padam počasno ta procent. Saj na mojo prvo reakcijo zgleda. Dej, da ne bomo preveč poveličevali teh zadev oziroma prevelike pomembnosti. Uživajte zmerno. Ne. Srednja pot, tako. Spet smo prbudi, srednja pot. Tako, vidiš, skrivnost je v tebi. Ja, tako. Mucki ali neki. Ziher, to se že bilo na muckih neki. Ne, mucke ni, Buda nima muckov. Lej, to je bilo že na muckih napisano. Če danes živo bi jih ziher imel. To bo najbrž res, ja. Na TikToku bi imel kaj. Ja. Lej, se, a veš, ne veš, mogoče se zdaj, lej, rekarnacije Buda, ne, bo kmalu, ne, če bo ta... ko bo umrl, ne? Misliš, Dalaj Lama ali kaj? Dalaj Lama, ja. Bojo prežarčalo enega TikTokovca ali kaj? Ja, lej, mislim, lahko je kdorkoli. Ko bo seznanjen s temi tehnologijami, bo mogoče to izkoristil za širjenje vere. Bo širil svojo vero naprej, oziroma religijo. Možno. Zakaj pa ne? Mislim, konc koncev zdaj... Se bojo mogli prilagoditi, ne? Ja, valjda, ne? Lej, se so se pač te z mašami prek Facebooka, ne? Ne vem, kaj so zdaj, vodo, so neki tudi zrihtali. Blaženo, ali kaj? Res nisem vedel. Jo dobiš čez volt, ali kaj? Ja, 6 litrov si jo naročil. 6 litrov. Kolikrat se? Da si lahko malo. Sam šesterčka pelemo. Več ne.
Minimalno naročilo je za 10 €, pa se pa ti razmišlja, veš, koliko boš zdaj naročil vode. Ja, veš, mislim, unsa za deti se ne uvozil. Če se pa še niso tega zmislili, pa tudi ne vem, da mislim, pa. Ne, samo veš, mislim, ne vem, se to bi verjetno kakšen teh znalcev, ki so tehnično malo bolj izpopolnjeni, ne, ampak ni, da vodo, ne vem, lahko iz neko uve, Kaj? da jo razkužeš v bistvu. Ja, to je lahko, ampak mora biti blažena, se ni fora v razkužilo. A ja, misliš pol, da tudi na blaženost odpade, če jo z UV lampo A ja, ne, to pa mislim, da ne. Lej, Ne. Blaženost je blaženost. Ostane noter. Veš, da. Mislim, bakterije uniči, ne. Blaženost pusti, I guess. Ja. Ne vem, če kdo delal raziskavo na ta moment, veš, da ne morem trditi zdaj, ne. Mislim, ne, sej je čisto simpel. Tistemu, ki to pomeni, pač ostane, ne. Za ostale je pa ipak sam voda, veš, tako da vse. Prav bilo to zanimivo, ne vem, je bila to diplomska naloga, ali bila že doktorska dizertacija, ali a veš. Odvisen kje, če Vatikan sponzorira, pa je lahko tudi doktorska, ja. Ja, a veš, mislim, ne. Če na teološki ja, ne. doktoriraš, ne. Ali voda izgubi blažnost s prekuhavanjem. Ja. UV lampo, ne vem, ja, veš, klor noter, pa tako, s kemično obdelavo. Mogoče smo mi samo taki, kako se reče, neverniki, da ne vemo, da pač ne. Da veš, mogoče ne, pa se pač to so čisto zanimivo vprašanje, mislim. Ja, ne, mislim. Zdaj, da res sprašujemo se. Sprašujemo se. Ne, mi ne tudi kakšni ortodoksni verniki na to ne vejo odgovora, ne. Ja. Tako da samo on se ti ga na hitro zmislil, ne, te pa še zmeram vprašanje nad glavo ostane. Ne. Ja, ne. Mislim, po mojem menš ni razmišljal o tem, ne. Ne, ampak veš, kaj mene zanima? Veš, kaj en Japonc, jaz imam tudi to knjigo nek doma, sam zdaj se ne spomnim, slikal vodo pod različnimi kakor neko sporočilo je vodi dal noter in je pol slikal une kristale pod nekim ultra hudim mikroskopom, ne, in dejansko so te kristali spreminjali obliko, ne. Aha, voda ima spomin pa ta moment. Nekako v tem stilu, ja. Sama ni bilo to v Frozen. Dvojki. Ne, se verjamem, hecam se. Mislim, v Frozen dvojki je bilo tudi to, ampak verjamem, da... Nisem gledal celega, Jaz, kakor sem gledal, Ledeno kraljestvo bi mogel reči, ker je spet sem angliški zdaj obrabo. Ampak ja, to sem tudi jaz slišal, to, kar si Aljo rekel, res hecam sem se zdaj. Sorry. Ja, nekaj, da ima voda nek spomin in da... Ja, tudi jaz sem to slišal. To je neko raziskavo. Mislim, vse so lepe slike, se pravim, sam je tega že ful dolgo, ker sem to knjigo dobil in ne bi zdajle, da bi se na to obesil. No. Ja. Bolj da ne, zato ker se itak že pogovarjamo o vodi 5 minut, tako da pejmo na familijo, no, rajš, ker smo že glih pri tem, ne. Kjero familijo? Kjero mojo ali kjero drugo? Ne, hecen, ne. Zaphodovo. Ja, to. Mi ti zdaj familijo spominjati neki. Ok, sorry, no pejmo zdaj na družinske zadeve, no. Ja, tako. Ja. Veš, da smo Balkanci občutljivi na to, v družino spomnim. Sorry, nisem na to pomislil. Ja, no, v glavnem, Ford vpraša, da se malo vrnemo nazaj na poglavje na knjigo. Ford vpraša, da družinske zadeve človeka zmer spravijo v zadrego, a ne? Je mislil reči to Zaphodu in pol ugotovijo, da Zaphoda ni. Ja, pa še nekoga drugega tudi ni. Ja. Paranoidnega androida, ali čeprav smo rekli, da je manično-depresivni robot boljše opisane. Ja, tudi Marvin je zginil neznano kam. Ampak zanimivo, da so ga sploh pogrešali, veš. Sam res, ko prejšnjo poglavje, če imel v kotu, pa... Sem meni ni spomnil na njega, ne. Bolj, ker sem ga hotel preklicati, da bi on rešil zadevo na mest Edija, bolj je bil primer. Ne, tako da... Ja. Robotov kot je bil prazen. Ja. Vse je bilo več ali manj mrtvo. Ja, tudi inštrumenti so crknili, vse je crknili, ne. In tudi Edija, ki so ga povprašali, ne,
jim je povedal, da je bil žal prisiljen začasno zapreti vse komunikacijske kanale. Ne. In da je pa malo muskele. Za kdo? Malo lagano džeza. Kaj je to lahka glasba? Ne vem, Roxette, How Do You Do, a veš? Ne, to je po moje tako v Angliji, ali pa mislim v angliških, po moje ta lounge music, a veš? To elevator. Ja, elevator music, točno to. Nekaj, ko vzadi. Se pravi, lagani džez. Ja, no, jim ni bilo prav zelo za muziko, posel pa je izključen, ampak stop, zdaj pa pride čas za citat, ki ga bo prebrala igralka, lutkarca in sploh Hupi Frudika, Ana Ruter. Ana, se slišimo? Zelo dobro. Odlično. Izvoli lepo, prosim. Preiskali so sleherni kotiček na ladji in vse bolj sta se jih lotevala strah in obup. Vse je bilo prazno in tiho. Nikjer niti sledu za Zaphodom in Marvinom. Nazadnje so pogledali tudi v malo vdolbino, kjer je stal nutrimatik. Na servirni plošči nutrimatičnega sintetizatorja napitkov je ležal majhen pladenj, na katerem so stale 3 skodelice iz riževega porcelana s krožnički, vrček za mleko prav tako iz riževega porcelana, srebrn čajnik poln najboljšega čaja, kar ga je Artur kdaj poskusil, in majhen listek s tiskanim sporočilom: počakajte. Ana, hvala lepa. No, smo slišali, kaj se je zgodilo. Nekdo je dobil svoj čaj, ne? Nekdo je dobil svoj čaj, ja. In to res lično zrihtan, ne. Tako, ko se zagre, lepo, vse in postrežba in ne. Rižov porcelan. Tako. Ja, tako, ko se zagre, ne, tiska je, ne. Artur kdaj poskusil, ne. Ja, to je bilo tisto. Mislim, da mu je kapo odprl. Ja. Dobro, samo misliš, da je bil on nek hud poznavalc čajev, ali kaj? Mislim, da je bil sam pač Anglež, pa se že s tem kvalificiraš za poznavalca čajev, ali kaj? Mislim, po moje je bil čisto, mislim, kukar je bil pač, ja, navadni Anglež. Najbrž ja, ker vam povem zgodbo, jaz sem probal uno varianto mlek najprej, ne, mlek od spod. Sam sem naredil, spomnil sem se to v naši najbližji trgovini, ki prodajo vse po Hofer ceni, in sem kupil tam unga njihovega Earl Greya. Ne smeš. Ni bil tako šloh, sam ne spomnim se pa, kako res dejansko Earl Grey. Jaz sem enega drugega sicer, se mi zdi. Ne, oni so absolutno zanač te zeliščni, tiste grozne. Ampak ta je bil pa kar v redu, hočem reči, ki je bil premium, pa boljša kvaliteta. Sam hočem reči, da to, kar smo rekli, da bomo probali... To je pa z nemške reklame, špicen kvalitat. Je bil pa špicen kvalitat. Špicen kvalitat, ja. To pa takrat, ko sem bili še v Avstriji, pa so gospe na roko. Vidiš, ko so vedeli vse šifre punce na pamet. To je. Ja. Pa še zmer nisem mogel zložiti v vrečke sproti. No, v glavnem, probal sem dati mlek najprej, pa ni. Mi je boljš brez, mislim, boljš tako klasičen. Bom pa šel zdaj v lokalen tale... Lokalni trgovini boš poskusil. Ne, lokalen kazenski vodka. Res so boge, ker... Se tam mogoče... Zelo zadovoljna. Mogoče tudi tam ni najboljši čaj, da se za to jedne, a veš, tako da... Pa no, to, ker jaz razumem, čaj je čist dober. Ne, valjda, jaz se strinjam, mislim, da ne bi bil zdaj kakšen čaj, ampak... Vse to je z vsako stvarjo isto, ne, pač lahko zakompliciraš do nemoglosti, ne. Ja, lej, bivši šefov, ne. Iščeš še enkrat une subtilne zadeve noter, ne, mislim, a veš, pa pol na podlagi tega, ker stvar zakompliciraš, jo lahko tudi podražiš, ne. A veš, dokler je čaj, ne, vedno je podržiš, ja. Ne, v redu, ne. Isto je, ne vem, a veš, z vinom, isto je z, ne vem, viskijem ali pa s čemarkoli, ne. Ja. Dokler, a veš, se veš, včasih smo bili s peri zadovoljni, ne. Pol smo začeli iskati malo boljše pere, ne, pa so bili mečken dražji, ne, a veš, danes ti pa že iščejo tudi v peru, ne vem, noter neke breskvice, pa ne vem, kaj vse živo, a veš, včasih je bil per fajn za odžajati, super, ne. Ja. Sam zdaj, ne,
Glede to, da se jih mi, da tele pere tudi odkrivala, pa sem bentilna na tem, da imamo vse naško pa unijo. Ne, jaz se strinjam s tem, ne, sam ne mi zdaj ti je elaboratov zadaj napisati, pa vse si noter, mislim, da si pol travnika požrl noter, a veš, ki si, ne vem, požirk pera naredil, no. Lej, lepo te prosim, ne, mislim, sej fajn, ne, sam, a veš, stvari se delijo na dobre pa na slabe, ne na... Ja, ne, samo, veš, če napišeš, ne, dobro pa slabo, imaš pol, ne moreš, veš, abena firma ne bo rekla slab, pa ta per je zendrek, lej, kup tega. Tako, seveda, ne, mislim, pa ga lahko... Mislim, ni nič boh ve kva, no. Ali ne moreš ratati peerfluencer, če rečeš, da je per dober, pa per je slab. Ja, ne, moraš kaj povedati, ne. Ja, pa se imaš različne okuse. Včasih je na rdečega, pa belega, pa dobrega, pa slabega delil. Zdaj imaš pa znanstvenikov, ki ti ta vin razlagajo, nikoli ne boš pogruntov. Sam s tem, da včasih je bila ta najboljši vin, ki je bil, ne vem, 10 €, danes je pa... Ja, lej, skaj za limit. Enosoben stanovanje v Trbovljah ali neki košta. Shout out v Trbovlje. Tako. Naši letalci. Znano mesto letalcev. Tako. Jaz sem zato krežil, ker sem vam že povedal to, kako pravijo Hrasenčani, da je Trbovska dolina tako uzka, da hodijo golubi v Hrasenku bračati. V nekem čudnem naključju isto Trbovci govorijo in Hrasenčane in Zagorjane, tako da lej. A res? Doline so ozke. Ja, sej lej, tam res mislim, pa nisem bil velik tam, ne, ampak. Ja. To je to, ne? A smo pribrenzali do konca, ne? Smo. Ja, Pečina obešalnik, ne? Pečina obešalnik, yes. In pol pa je čas, da rečemo Bobu Jože, recenziji. Kar se recenzij tiče, bi bili zelo veseli, če bi nas ocenili lahko na Apple Podcast, če imate, če pa nimate, pa če nam imate kaj zapovedati, nam pa lahko to poveste na naši tajnici 0599 68 685 ali pa nam pošljete e-mail. Kar se pa tiče tajnice, pa vam tudi poslušalstvo, da preberete citat iz... Kje smo zdaj? Vsi smo na 40. Iz 5. bi mogel najti. Iz 5. poglavja, ja. In prebrali ga bomo in poslušali se boste v naslednji epizodi. Kako? Na zgoraj omenjeni tajnici 0599 68 685, vse ostalo pa piše na hvalozaseribbe.si. Tako da hvala lepa. Ja, to je to. Alios Frizdu. A zdaj sem pa jaz. Ja, ti si. Všeč mi je ta dramatična pauza. Ja. Ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa ni drag, nas lahko, če nas lahko podpreš tudi ti. Vsak evro šteje. Vsem, ki pa nas že podpirate, iskrena hvala. Vsem pa iz srca najlepša hvala za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Fajrund! Bravo mi, ja, dobro. Zdaj pa tole jaz ugasnem, pa da vidimo, če bo to delali in kako bo delali. Jaz bom pa tam tudi odzadju. Dajmo še tam ugasniti, ja. Kje? Ja, tam, kaj snemamo, ali? Backup od backupa.